Mogoče lahko še kaj rečemo o teh programih, ki jih imaš ti, a ne? Se pravi, glede dihanja smo že, se mi zdi, da povedali, ne? Lahko se še veliko. No, kakor ti želiš. Potem imaš pa še dva, ne? Za zgornji trup pa spodnji trup, ne? Pa splošnega. Ja, pa splošnega. 4 so različni za enkrat, saj verjetno jih bo s časom več še takih specialnih, ki so prav za določena stanja, nespečnost, posel, kronična izgorelost, glavoboli, migrene, take stvari. Generalno so programi v bistvu namenjeni tem, da se osredotočim bolj na določeno specifiko, ne? In tam pol jih 30 dni vsak dan učim po malem. In bistvena razlika je v primerjavi s standardnim delom ta, da se ljudje upajo iti bistveno bolj globok kot drugače. Pa ustvariš rutino, ki jim nudi vsakodnevno analizo samega sebe, pa glede na to, da sem tam prisoten v živo, so bolj odprti za to, da začutijo, kaj se v njih dogaja. Ko pa opazujejo druge ljudi, ki so tudi na programu, ki ponovadi jih je tam 40, 50, 60, 70 oseb, odvisno, jih potegne kao ta skupinska energija, ker vsi, ki pride na program, imajo isti cilj. In pa to se seštevajo te stvari, tako kot ne vem, pri kvizih tam, pa kaj je ta, lepo je biti milijonar, ne? Ko so tudi delali prav znanstvene raziskave, zakaj tisto vprašajte publiko, ne? V bistvu, ko so vsega posameznika posebej spraševali, so dobili čisto druge rezultate, kot pa ko so mogli vsi odgovoriti naenkrat. Zato ugotovili to skupinsko inteligenco, na nek način kot borgi iz zvezdnih stez, ne? To smo govorili prejšnjič, ne? The wisdom of the crowd. Ja. Kaj vprašaš. Zdaj, ko si na programu in delaš vajo, pa poslušaš, kot je tudi Jani rekel, vprašanja, komentarje teh, ki sodelujejo, se zraven ful učiš. Sploh, ker ni tvoja osebna izkušnja, ampak je od nekoga druga in jo pa lažje poslušaš, ampak pa ti pa odpre določene poti razmišljanja pri sebi, ne? In ko to delaš vsak dan en mesec, ali pa večina ljudi itak gre saj skozi 2 ali pa 3 programe, je pa to 2 meseca ali pa 3 mesece vsak dan 1 uro, ali pa tudi več, ukvarjati se na tak način, pride do bistvene spremembe razmišljanja in pa tudi spreminjajo vedenje. In na ta način v bistvu skozi vaje, skozi razlago in pa lastno delovanje začnejo korenito spreminjati stanje homeostatičnosti med okoljem in oseb, ne? Pa veliko bolj se čutijo tudi čez dan in pa prej opazijo, da jih določene stvari, za katere sploh niso imeli občutka, da so problem. Jih začnejo razumeti, viš pa res, to se mi dogaja, opazim in pa začne spreminjati način razmišljanja, da bi lahko postopoma to spremenil. Seveda in pa konstantno razlagam, da to so stvari, ki se jih dela zelo počasi, ker moraš dobiti to, ker čustveno zrelost ne moreš kupiti. To je lahko sam postopoma ustvariš, ampak če hočeš pa ustvariti, moraš imeti pa dogodke. Dogodki zahtevajo pa čas. Ker vsi bi radi to čim prej, ali pa kdaj bom jaz sposoben to pa to narediti, ko boš dosegel te pa te spremembe. Zato rabiš pa rednost, čas, znanje, pa logiko, ne? Ker je tukaj tudi tako, da se podzavest v bistvu kot tradicija upira spremembam. Zdaj, če ti nimaš dosti know-howa, ne? Pa feedbacka skozi to, kako se počutiš, te bo ker dostikrat zbolijo, dobijo vročino, dobijo drisko, dobijo ful se jim ali ne morejo spati, ali se jim preveč spi, ker podzavest v bistvu uporablja 2 principa, da ti oteži spremembo podzavesti, in to je, da ti
da te napele na to, da ti zmanjkuje časa, ali pa da te napele na to, da nimaš energije. In pol ti daje take ideje v zavest, ki reče, to je pa kul, pa grem, da bom to probil, bom ono probil. In pa, ko delaš neko analizo par tednov kasneje, ko si s tem dubul, ko si šel to narediti, pa vidiš, da je dejansko edini efekt, da imaš manj časa, pa manj energije, pa si lahko to posto, da te je podzavest hotla, da te je v bistvu speljala že enega prek vode, ker če hočeš spreminjati podzavest, moraš uporabljati 3. Newtonov zakon pri sebi. Nekaj časa, da spremeniš te stvari, zato rabiš pa čas pa energijo in če ti to vzame, pa ti pride, zdaj bi šel pa nekaj novega delati, a že tako imaš vsega preveč in se ne spočiješ. Pa lahko spet zgubiš energijo pa možnost, da bi vplival na svoje življenje, da bi ga spremenil. In to se pa lahko vleče leta in leta in leta. Ne.